Veseli nas, da ste se zbrali v tolikšnem številu in sicer danes predstavljamo analizo sistema institucionalnega socialnega varstva in možnosti nevladnih organizacij za zagotavljanje storitev skupnosti, za načrtovanje in uresničevanje procesov deinstitucionalizacije v Sloveniji. Analiza je bila narejena v okviru projekta Mreža za deinstitucionalizacijo, ki ga financira Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete, institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. Komplicirano, dolgi naslov, tudi mreža ima dolg naslov in sicer smo v okviru mreže, če bi štela, kolikokrat smo v tem letu izgovorili deinstitucionalizacija in se včasih še vedno nam zatika. Dostikrat v naših materialih uporabljamo kar DI, kar je okrašava za procese deinstitucionalizacije. Na začetku bi rada povedala, da je danes v bistvu zadnji dan projekta, formalno zadnji dan projekta Mreža za deinstitucionalizacijo, kar pa še ne pomeni, da se mreža ukinja. V tem letu smo namreč šele dobro začeli sodelovati in vse članice mreže smo bistveno prispevale k izvedbi kar veliko aktivnosti, ki so se izvedle v okviru tega projekta. Analiza je morda najobsežnejši dokument in tudi dokument, v katerem smo želeli povzeti tako sedanje stanje, kot tudi videnje prihodnosti in sicer predvsem prihodnosti, kot ga vidimo, nevladne organizacije na področju deinstitucionalizacije. Preden povedala bi še to, da smo na analizi delali Darja Zaviršek, Gašper Krstulovič, Elena Pečarič, Natalija Jeseničnik, Petra Videmšek, Vesna Leskošek, Monika Buhinec ter jaz, ter še v bistvu so sodelovale tudi študentke Fakultete za socialno delo, predvsem v delu izvajanja intervjujev z uporabniki institucionalnega varstva.